Živa! Pogledali si bomo naš pevski inštrument. Naš pevski inštrument je kar naše celotno telo. Vse, kar vpliva na naše telo, vpliva tudi na naš glas. Enkrat vdihnemo globoko, drugič vdihnemo plitko, tretjič skačemo po odru, potem smo kdaj žalostni, veseli, vse to postavi naše telo v drugačen položaj in zaradi tega tudi naš pevski inštrument v drugačen položaj. Poznavanje svojega telesa in poznavanje delovanja našega glasu je velik del poti do zdrave pevske in govorne tehnike. V bistvu sta zdrava pevska in govorna tehnika le usklajeno delovanje naših mišic. Če mi poznamo, katere mišične navade nas malo ovirajo k našemu optimalnemu petju ali govoru, potem jih z določeno vajo, z redno vajo, lahko tudi sprostimo in na to mesto damo optimalne mišične navade. Jaz pravim, da ima že danes vsak izmed nas v sebi super inštrument. Če ga uporablja točno takega, kot je, in če ga razvija točno takega, kot je. Torej, trening pevske tehnike je zelo podobno kot šport. Redna, vsakodnevna vaja nam sprosti neke neoptimalne mišične napetosti in na to mesto postavi optimalne mišične napetosti. To pa ni vse. Petje je umetnost in dobra pevska tehnika nas ne bo pripeljala tja, da bomo mi tudi pomirjeni sami sabo in da bomo sposobni izražati res naše občutke v naše petje. Zato jaz včasih pravim, da je dobro imeti, ko vadimo petje, dve sobi. Ena je tista šolska soba, ena je pa ustvarjalna soba. In v šolski sobi mi analiziramo svoj glas, vadimo lestvice, se snemamo, se poslušamo, ugotavljamo, kaj bi bilo še boljše. Potem pa gremo v ustvarjalno sobo in tam samo pojemo in iščemo, kakšno petje nam prinaša nam užitke, kako se mi počutimo, da se mi dobro počutimo in da smo sposobni res dati svoja čustva v svoje petje. Zato je pot, ko se učimo petje, spoznavanje samega sebe. Spoznavamo svoje mišične vzorce, spoznavamo tudi svoje psihološke vzorce, kakšne svoje strahove, travme. In vse to počasi razrešujemo in osvobajamo naš glas. Mi imamo pri nas 3 pravila, ki jih uporabljamo. Vzeli smo jih od enega studija iz Amerike, Core Singing Studio, ampak so nam tako všeč, da jih uporabljamo tudi tukaj. Prvo naše pravilo je: imejmo radi svoj glas. Drugo pravilo je: ko se učimo peti, se svojim glasom igramo in čim bolj zabavamo. In tretje pravilo je: nikoli ne kritiziramo svojega glasu. Ja, poznamo kakšne njegove pomanjkljivosti in na njih delamo, ampak poznamo tudi prednosti svojega glasu in te krepimo.